Na Borštniku slavil kralj Lir, Aleš Valič prejel prstan. V Ljudski vrt se vračata Zlatko Zahovič in Darko Milanič. Študentje pozor, odprt je razpis za bivanje v študentskih domovih. 80. obletnica lovske družine Destrnik. Županjin sprejem devetošolcev in minimaturantov v občini Cirkulane. Čezmejni projekt med vrtci in šolami iz Avstrije in Slovenije. Ulica okusov na Trojica Festu z navihanimi članicami domačega društva upokojencev in drugimi. Turnir NK Majšperk. Lepo pozdravljeni. Borštnikovo srečanje, ki se je zaključilo to nedeljo, je tudi letos predstavilo raznolik in družbeno angažiran pregled sodobne slovenske gledališke produkcije. Več v prispevku. V Mariboru se je zaključilo 61. Borštnikovo srečanje, osrednji slovenski gledališki festival, ki je tudi letos predstavil raznolik in družbeno angažiran tekmovalni program. Borštnikovo srečanje vsakič znova predstavi vrhunske dosežke, ne letošnje, ampak lanske sezone slovenskega gledališča, in te dosežke soočimo tudi z pomembnimi dosežki iz tujega gledališkega prostora, kar omogoča vzpostavitev nekega dialoga med slovenskim in evropskim gledališčem. Mislim, da je slovensko gledališče v resnici cenjeno in uveljavljeno, prepoznano kot ena najpomembnejših oblik umetnosti, tudi širše v družbi. Predstave, ki so se letos potegovale za festivalske lovorike, so skozi drzne odrske jezike preizpraševale meje človečnosti in umetnosti same. Borštnikov prstan je letos prejel Aleš Valič za izjemen igralski opus, dolgoletno umetniško delovanje in pomemben prispevek slovenskemu gledališču. Spomnil sem se na nekaj vlog, kar nekaj, ne vem, od začetka na Morica Štifla v Pomladnem prebojenju. Spomnil sem se na Lopahina, na Jaga, na barona de Tejveja v Anton Podbevšek teatru. Kar nekaj je teh vlog, ki so mi veliko pomenile, pa ki so bile recimo dobro ocenjene tudi strani občinstva in strokovne publike. Kakšni občutki so pa vas preželi? Ja, eno tako vzhičenje najprej nastopi, tako elementarno veselje pravzaprav, da si bil izbran za dobitnika Borštnikovega prstana, ki je najbolj cenjena igralska nagrada pri nas. Borštnikovo nagrado za režijo je prejel Jernej Loreci za Kralja Lira, velika Borštnikova nagrada za najboljšo predstavo pa je prav tako pripadla tej uprizoritvi. Ful sem ponosen, da sem del ekipe. Ful sem vesel, da sem bil zraven pri projektu. Ful sem ponosen na predstavo, upam, da jo bomo še velikrat igrali. In super mi je bilo, ker je v tej mariborski dvorani, stari, dobila tako eno lepo žlahtno patino in jo je bilo ful lepo igrati. Nagrado za najboljšo uprizoritev preteklega leta po izboru Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije je prejela predstava Anhovo v režiji Žige Divjaka. Ukvarja z zgodovino in sodobnostjo tovarne in doline ob tej tovarni. Govori o grozljivi izpostavljenosti azbestu, katere so bila priča te ljudje. In potem kasneje, kako bi namesto, da bi se ta dolina sanirala, so tam začeli kuriti odpadne, tudi nevarne odpadke, torej nevarne odpadke, ja. In kako v bistvu kapital vedno znova na nek način zmaga v tem boju, da namesto, da bi se ukvarjali s tem, da bi okolje postalo zdravo, oziroma da bi ljudje lahko normalno živeli, se pač odrinjamo kapitalu. Hkrati je zgodba o pogumnih ljudeh, ki se borijo za svoje pravice in bi morali biti bolj podprti. Svoje mnenje o festivalu in predstavah je predstavil tudi direktor. Seveda vidim mariborsko gledališče v top slovenski produkciji. Mi imamo dramo, opera, balet. Festival Borštnikovo srečanje vsakoletno izbira vseh slovenskih gledališč najboljše produkcije. Mariborska drama je bila za eno predstavo. Jaz mislim, da je bila uspešna, ampak selekcija je tukaj drugačna in žirija izbere najboljše. In se mi zdi, da moje mnenje tudi nagrade, ki so nocoj bile podeljene, so zelo zaslužene in tudi jaz bi jih tako podelil. Ob 10-letnici smrti Tomaža Pandurja je bila prvič podeljena nagrada Tomaža Pandurja za izjemno uprizoritveno vizijo, ki jo je prejel ustvarjalni kolektiv Nafta Mini Teater. Več o nagradah pa na lokalec.si.
V NK Maribor prihaja do več kadrovskih sprememb, saj se v Ljudski vrt vrača legendarni Zlatko Zahovič kot športni direktor, ekipo pa bo tretjič v svoji karieri prevzel trener Darko Milanič. V zadnjem obdobju NK Maribor doživljal težke čase, zato se je lastnik močno trudil stabilizirati stanje v klubu. Hitro je našel skupni jezik z Zlatkom Zahovičem, ki se je vrnil na mesto športnega direktorja. Jaz sem se vrnil v nogomet in to mi je omogočil predsednik UEFA Aleksandar Čeferin, takrat sem mu hvaležen. In tudi on je odločil, da se lahko pogovarjam z lastniki Maribora, z lastnikom Maribora, kajti jaz nisem ne sprejel nobeno ponudbo, dokler on tako ne odloči. To pomeni eno lojalnost do človeka, ki mi je dal možnost, da v največji organizaciji pokažem svoje znanje. In ja, po njegovem klicu in dovoljenju, da se jaz pogovarjam z lastnikom in zato sem hvaležen, tako Aleksandru kot lastniku Maribora, da smo začeli pogovore in danes smo tukaj. Ob tem ni želel govoriti o kadrovskih vprašanjih, a je priznal, da moštvo potrebuje okrepitve. Dodal je, da imajo boljše možnosti kot pred 19 leti, da pride do ciljev, ki si jih želijo. I'm very happy and very positive about the future of this big club. It is true that we made mistakes. I accept our mistakes and I take the blame for what happened until now. And now we have the full focus to bring back the good times. So today is the start of a new era for Maribor, for this big club and this beautiful fans. Za novega trenerja je bil izbran Darko Milanič, ki se tako že tretjič vrača na klop Maribora. Milanič je v preteklosti že dosegel velike uspehe z več državnimi in pokalnimi naslovi ter nastopi na evropskih tekmovanjih. Pred njegovim klicem, niti slučajno nisem o tem razmišljal, je bilo presenečenje. Klicam, vendar je bila odločitev zelo hitra, jasna, brez bilo kakšnega oklevanja. Občutki so, kot da sem se vrnil domov. Enostavno tako. Polno znanih obrazov, hkrati se zavedajoč, da je vse drugače, kot je bilo. Z vrnitvijo preverjenih imen v klubu in reorganizacijo vodstva se v Mariboru ponovno krepi optimizem, da se bodo rezultati izboljšali. Celotni novinarski konferenci pa najdete na lokalec.si. Razpis za subvencionirano bivanje v študentskih domovih je že objavljen. Pri vodstvu študentskih domov Univerze v Mariboru smo preverili, na kaj naj bodo dijaki in študentje, ki želijo bivati v študentskih domovih, pozorni pri prijavi. Razpis za oddajo vlog za subvencionirano bivanje v študentskih domovih je že objavljen. Direktor študentskih domov Univerze v Mariboru pa pojasnjuje podrobnosti. 1. julija dalje je pa tudi možno oddati vlogo preko portala EVŠ. In sicer za tiste, ki bodo prvič prišli v študentske domove, torej za sprejem. Za njih je razpis odprt od 1. julija dalje, vse do 30. aprila naslednje leto. Jih pa kljub temu pozivamo, da to storijo čim prej, da oddajo to vlogo, ker tisti, ki bodo oddali vlogo do 18. avgusta, in če bodo seveda vloge uspešno rešene, bodo na prvi prednostni listi, ki bo objavljena nekje v sredini meseca septembra. Istočasno je odprt tudi razpis za tiste stanovalce, ki pa že bivajo v študentskih domovih. Te pa pozivamo, da vlogo dajo od 1. julija do 18. avgusta, ko se to zaključi. Njihove vloge bodo pa obdelane oziroma bodo rezultati objavljeni 19. oktobra 2026. V študentskih domovih Univerze v Mariboru bodo, kolikor se le da, upoštevali tudi določene želje bodočih stanovalcev. Mi imamo apartmaje tudi za pare, tudi za mlade družine, seveda tudi apartmaje za invalide oziroma osebe s posebnimi potrebami. V primeru, da imajo takšni stanovalci kakšne posebne želje po skupnem bivanju ali pa po željo, v katerem domu bi želeli bivati, lahko te želje seveda napišejo. Mi, kolikor je to mogoče, v največji meri tudi spoštujemo in jim te želje lahko izpolnimo. Sicer pa imajo v njihovih študentskih naseljih ali kampusih poskrbljeno več kot pa samo zbivanje v sobah
oziroma apartmajih. Ja, mi se tu seveda ponosno držimo našega slogana, da smo več kot le dom. V 5 naseljih po mestu Maribor je čez 2500 ležišč na razpolago za naslednje študijsko leto za subvencionirano bivanje. V domovih imamo na razpolago enoposteljne sobe, dvoposteljne sobe, tudi sistem apartmajev in garsonjer. Dejansko si lahko vsak študent izbere, v kakšnem okolju želi bivati oziroma ali želi biti v mirnem domu ali v domu, ki je malo bolj živahen. Ponujamo pa tudi druge spremljevalne oziroma obštudijske dejavnosti. Med drugim imajo v vseh naseljih fitnes, v naselju Gosposvetska je ta na prostem. Študentom tudi omogočamo brezplačno plavanje enkrat na mesec, v domovih so sobe za zabavo, za druženje, za igranje ping-ponga in tudi študentski svet stanovalcev organizira ogromno različnih projektov, s katerimi popestrijo bivanje v študentskih domovih. Vsi pa seveda naši stanovalci tudi sami znajo zelo dobro popestriti bivanje in študentsko življenje. Študentska naselja imajo v bližini fakultet. Pri dodeljevanju sob smo pozorni na to, da imajo vsi stanovalci približno enako oddaljenost do fakultete, tako da dejansko noben ni zaradi tega kaznovan, kje študira. Na razpolago pa seveda javni potniški promet, v bližini vseh študentskih domov so na razpolago pa postajališča za m-bike, tako da enostavno se pravzaprav gibati po mestu, priti do študentskega doma, do fakultete in do drugih zanimivih lokacij po mestu. Sicer pa se veliko dogaja tudi v samih študentskih naseljih, od športnih, zabavnih do drugačnih dogodkov. Lovska družina Destrnik je s slovesnostjo obeležila 80 let delovanja. Pomemben jubilej je bil priložnost za pogled v bogato zgodovino društva, ki že desetletja skrbi za ohranjanje narave, odgovorno gospodarjenje z divjadjo in prenos lovske tradicije na mlajše generacije. Lovska družina Destrnik je z slovesnostjo obeležila 80 let delovanja, pomemben mejnik v zgodovini društva in dokaz dolgoletnega dela številnih generacij lovcev. Dokazuje to, da je znala lovska družina skozi vsa viharne čase, ki so bili v tem času, jih normalno prebroditi, da je v takšnem dobrem stanju, kot je sedaj. Predano delo članov lovske družine je v vseh teh letih prineslo številne pomembne dosežke. To, da smo si uspeli postaviti lovski dom, uspeli smo postaviti gospodarsko poslopje, oboro za divjad, kljub temu, da je narava postala precej neusmiljena do divjadi, smo uspeli ohraniti stalež srnjadi, stalež fazanov, edino pri zajcih nimamo najbolj srečne roke, ta pa nažalost pada. Vloga lovca danes ni več samo lov, je predvsem skrbnik narave. Vloga lovca se je v tem času spremenila. Ni namen lovske družine in lovcev samo lov, ampak je sedaj ohranjanje narave. Najstarejši član lovske družine Destrnik, ki je v društvu že od leta 1968, je delil zgodbo, ki se je v vseh teh letih najbolj spominja. Sem z Pesniške doline, dole videla na obinok, ena lisica leti z ene strani, se ena po druge, po potoke k meni, pa obe so primani končale. 80-letnica delovanja je bila priložnost, da se ozrejo v preteklost in spomnijo poti, ki jo je društvo prehodilo skozi desetletja. Da se spomnimo vseh tistih, ki so tlakovali poti, po katerih sedanje generacije hodijo. Saj, če povzamemo, brez preteklosti ni sedanjosti, brez sedanjosti ni prihodnosti. In vsi ti lovci, ki dejansko nadaljujejo tradicijo svojih predhodnikov, tlakujejo pot in pripravljajo teren za generacije v bodoče. Po Sloveniji deluje več kot 100 lovskih družin, katerih članstvo ni več omejeno le na moške, temveč se jim pridružujejo tudi ženske. V Sloveniji je 411 lovskih družin, okrog 20 000, med temi je tudi 7024, če se ne motim, žensk. Občina Destrnik je ponosna, da je bila lovska družina Destrnik ustanovljena že leta 1946 in da vse od takrat aktivno deluje. Skrbi za naše okolje in tudi ozavešča vse naše naslednike o tem, kako pomembno je, da v sonaravnem okolju živimo en z drugim, roko z roke, tako narava, živali kot ljudje.
Slovesnost ob 80-letnici je bila priložnost za druženje, ubojanje spominov in izkaz spoštovanja vsem generacijam članov, ki so skozi desetletja soustvarjale zgodbo lovske družine Destrnik. V občini Cirkulane je županja Antonija Žumbar počastila 2 generacije mladih. Devetošolce, ki zaključujejo osnovnošolsko pot, in mini maturante, ki jih jeseni čakajo prvi šolski koraki. Občina Cirkulane je zaživela v znamenju ponosa, čustev in novih začetkov. Županja občine je na slavnostnem sprejemu pozdravila devetošolce, ki zaključujejo pomembno poglavje svojega odraščanja. Jaz sem se imela v osnovni šoli zelo v redu. Te 9 let smo preživeli res kot pravi prijatelji. Združili smo se res kot ena manjša ali tudi večja družina. Zdaj pa čakam te nove prijatelje, komaj čakamo nove izkušnje in nove cilje v življenju. Zato, ker grem na šolo, srednjo šolo, ki sem si želel biti na njej. Žalostni pa so to, ki se ločujemo s prijatelji, ki jih mogoče več niti v življenju ne bom videl. Mene je bilo zelo lepo, pa malo sem sigurno žalostna, da grem v srednjo šolo, ampak vem, da je tak in da bo vse v redu. Moji občutki so zelo v redu, počutim se v redu, pa dokaj žalostnega, zato ker dobesedno zaključujem svojih 9 let šolanja z svojimi prijatelji in jih bom tudi pogrešal. Podajajo se v srednješolske klopi, kjer jih čakajo novi izzivi. V letošnjem letu zaključuje 14 punc in pa 6 fantov. Vsak zaključek pravzaprav je tudi nek nov začetek. Zelo se veselijo obdobja, ki prihaja, to je neko novo obdobje, obrnili bodo nov list v svoji življenjski knjigi. Naši devetošolci zaključujejo pomembno življenjsko obdobje, odhajajo v življenje, odhajajo v svet. Verjamem, da so dobro pripravljeni na to veliko življenjsko prelomnico, kajti v šoli smo se trudili vseh 9 let in tudi v vrtcu že, da smo jim dali tiste vrednote, ki v življenju tudi štejejo. Vsak konec hkrati pomeni tudi nov začetek. Ob zaključku tega pomembnega življenjskega poglavja so prejeli iskrene in tople želje za prihodnost. Želimo jim pravzaprav, da se na svoji novi poti ozirajo nazaj k koreninam, da se spomnijo domačega kraja, da se spomnijo nekih lekcij življenjskih, ki so jih odnesli s seboj in pravzaprav, da imajo na osnovno šolo čudovite spomine. Jaz jim želim, da pravzaprav se spoprimejo z novim življenjem, vedo in tudi mi vemo, da življenje ni vedno ravna pot, da je veliko ovinko, ampak verjamem, da vsak izmed njih bo prispel v življenju tudi do cilja. Želim jim, da še ostanejo vedno naprej pridni, skromni, da ostanejo takšni ljudje, kot so zdaj. Res jim želim vso srečo tega sveta, naj ohranijo srčne misli, kot so jih imeli ob zaključku na valeti, naj ostanejo pošteni, naj ostanejo dobrosrčni in želim jim res veliko uspeha, predvsem pa, da nikoli ne pozabijo svojega rojstnega kraja oziroma kraja, kjer so preživeli zadnja leta. Podali so tudi svoje želje in razmišljanja o tem, kaj bi si želeli v občini Cirkulane. In večina vseh je zanimivo rekla, da bi imeli toplice. Zdaj v Halozah toplice, verjetno se bomo, tudi v to smer smo celo že razmišljali, vendar je projekt izjemno seveda drag, mogoče pa bo kdaj nam to tudi uspelo. Dan so za svojo prisrčnostjo obogatili tudi mini maturanti iz vrtca Cirkulane. Letos se v šolske klopi podaja 14 bodočih prvošolcev, 7 deklic in 7 dečkov. Občutki njihovi, lahko rečem, pričakovanje, vznemirjenje, neko res veselje, kajti zdaj že res lep čas se pripravljamo na to slovo od vrtca in se res neizmerno veselijo. Tudi mini maturantom so namenili posebej tople besede ob njihovem prvem velikem koraku v šolski svet. Vsem učencem želim, da se v naši šoli dobro počutijo, da veseljem tkejo prijateljske vezi, da seveda ostanejo dobri prijatelji še naprej, da so povezani, da se imamo radi, skratka vse lepo, vse dobro. Dejansko vsako leto se srečamo s temi našimi najmlajšimi, ki vstopajo v
šolska leta in to je res en taki vesel dogodek, se mi zdi, da je takšno, da ti da moč, da potem vse ostalo prebrodimo, ker so res izjemno luštni naši otroci, srčni, dobri, tudi prireditev, ki so jo imeli zdaj pred časom, je temeljila na teh vrednotah in verjamem, da bodo to odnesli tudi v življenje. Sprejem v Cirkulanah je znova poudaril, kako dragoceni so trenutki, ko se skupnost ostavi, poveže in skupaj praznuje pomembne življenjske mejnike svojih najmlajših. Pri Vinogradniškem muzeju Kebelj v Svečini so se srečali otroci iz vrtca Pingarten v avstrijskem Raču in otroci iz svečinskega vrtca. Pred več leti se je začel projekt čezmejnega sodelovanja, v okviru katerega so v Svečini in v avstrijskem Raču otroke učili drugega jezika, Slovence nemškega, Avstrijce pa slovenskega. V Svečini smo že prej poučevali nemščino v vrtcu in v šoli. V Raču smo potem začeli na pobudo župana, ki je dejansko želel, da otroci v vrtcu začnejo spoznavati jezik in tako se je to začelo. Ja, enkrat na teden pred službo sem prihajala sem in bilo je kar težko zato, ker pač ne obstajajo knjige. Vse takrat niso obstajale za poučevanje otrok nemščine ali slovenščine sploh v vrtcu. V nemščina se je že razvijala, slovenščina v vrtcu pa absolutno ne. Tako da je bilo treba ogromno pesmi recimo prevajati, pa prilagajati in tako da, ampak je bilo čudovito. Nato pa so se začeli še družiti, tudi na takih srečanjih, kot je bilo pri Vinogradniškem muzeju. Zelo hitro so se videli že rezultati, ker so spužve dejansko kar vsrkavali vase slovenski jezik in dejansko sploh pa potem, ko smo začeli srečevati otroke iz Svečine, ko smo začeli obiskovati vrtec v Svečini in ko so otroci vrtca v Svečini prišli k nam v Avstrijo, potem pa je dejansko šlo se samo navzgor, je bila motiviranost vedno večja in zadovoljstvo seveda tudi. Slovenski in avstrijski otroci so v Svečini med vinogradi tako tokrat peli pesmi, preko katerih se učijo jezika, nastopali in tudi zaplesali. Po vsem tem pa družili drug z drugim in starši. Ja, zagotovo je to en takšen lep projekt, ki v bistvu povezuje dve sosednji državi, torej sosednjo Avstrijo in Slovenijo. In veseli me, da se to že več let izvaja tudi v naši podružnični šoli v Svečini, kjer zelo dobro sodeluje tukaj z sosednjo občino Rač, na avstrijski strani vrtčevske skupine, pa tudi osnovnošolski otroci pod vodstvom Pike Radmilovič. V bistvu je ta projekt en lep pokazatelj, da so meje dejansko samo v glavi in na zemljevidu, da v srcu meja ne smemo poznati in velikokrat se odrasli lahko učimo od otrok. In to so danes dokazali, ko so avstrijski otroci peli slovenske pesmi. Zagotovo velik ponos tudi za tukajšnje prebivalstvo. Županja pa je še poudarila. Ne nazadnje, pri malih moramo začeti tudi vzgajati, da smo prijatelji, da živimo v slogi, v sožitju. To je tisto najpomembneje in me veseli, da se tudi odrasli lahko kdaj marsikaj naučijo tudi od tam mlajših. In prav ti so pokazali veliko veselja in sreče ter iskali priložnosti za zabavo in druženje. Na ulici Okusov Trojica Festna je bilo letos vse dni polno obiskovalcev. Ti so se vzeli čas za druženje, klepetanje, predvsem pa za dobro hrano in pijačo. Na Trojica Festu so letos prenovili ponudbo na ulici Okusov, a članice Društva upokojencev so marsikoga prepričale s svojimi ocvrtimi miškami, tudi trojiškega župana. Skupaj so se prav zabavali. Predsednik društva pa na to povedal. Pečenje mišk, kot vidite, zelo uspešno, komaj folgajo delati. A so vam mogoče gospe povedale, kakšen recept? Imajo skrivnosti, pa ne povejo vsega. Isto, znajo samo piko na i, pa ne povejo. Vsako leto, ne? Ja, vsako leto. Sploh pa letos, ker je 20 let, ne? To se pa mora poznati. Pisana ponudba jedi pa je bila pri ostalih ponudnikih, tudi pri Damjanu Pulku, ki je s Ptuja prvič prišel kot ponudnik na ulico Okusov. Nudimo klasične hamburgere, hot-doge, pol krompirjev cvrt, pa taka zadeva. Drugače imamo na Ptuju lokal pa v Desterniku, tako da tam pa imamo dnevna malice pa hrano po naročilu. Na klasično ulično hrano pa prisegajo tudi pri Good Street Food. Imamo klasično ponudbo zmeraj
kvalitetne burgerje, pa domačo pripravljen finger food, sticky fingers, takito se. Zelo kvalitetno. Imate kakšen poseben okus, značilen pri vas? Vse sami delamo omake, delamo sami okuse, ki so pač nekaj drugačnega. Kaj pa pravijo tisti, ki so skočili od odra vse do ulice okusov, da se najejo in kaj popijejo? Vse smo si ogledali zelo odlično, super, okusno in ponudba ta boljša, res, vsaka čast. Prisegate drugače na eno ali pa drugo hrano? Ali... Ne, jaz prisegam na raznovrstno hrano, čim bolj raznovrstno. Ja, načeloma, zdaj, če sprašujete specifično za hrano, ja, se spreminja iz leta v leto, ja, definitivno. Ja. Boste se še privoščili, ne? Ja, definitivno. Ja, okusi so različni, pri hrani in pijači pa se to lahko kar precej pozna. In v ulici okusov so obiskovalci Trojica Festa kar velikokrat postali, se družili, jedli in pili. V športnem parku Majšperk je zaživel že 3. poletni nogometni turnir nogometnega kluba Majšperk za selekcije U7, U9, U11 in U13. Nogometni klub Majšperk je že 3. leto zapored pripravil poletni nogometni turnir, ki je združil številne mlade nogometaše in nogometašice. Ciljate na zmago? Ja, za 3. mesto. Kako vam je všeč današnji turnir? Ja, zelo. Prišli smo v finale. Kako je do zdaj bilo težko? Vam je šlo v redu? Ja, kar. Kakšni so pa cilji za danes, za konec turnirja? Prvo mesto. Sodeluje 35 ekip v 4 starostnih kategorijah. Včeraj zjutraj smo imeli turnir selekcije U7, kjer tekmovalno ni pomemben, vsi otroci so dobili medalje in so se vsi z nasmehom vračali domov. Popoldan smo odigrali že za večjimi, za selekcijo U11, danes smo nadaljevali zjutraj, pravkar poteka turnir v selekciji U9 in popoldan še zadnji U13. Dvodnevno dogajanje je potekalo v odličnem športnem vzdušju, ob igrišču pa se je zbralo več kot 1500 obiskovalcev, ki so spremljali nastope mladih nogometnih upov. Za koga danes navijate? Za NK Pragersko, U9. Zakaj ste se udeležili današnjega turnirja? Zato, ker igrajo naši otroci in jih redno spodbujamo na vseh tekmah. Zaradi tega, ker naš Mons Klaudius tukaj danes igra. Kako pa se počutite? Odlično. Turnir je združil ekipe predvsem iz Štajerske regije, med udeleženci pa so bili tudi nogometaši in nogometašice iz nekoliko bolj oddaljenih krajev. Tu so ekipa iz Žalca, iz Rogatca, se pravi širšega območja, ki se iz leta v leto potem rade vračajo na naš turnir in v naš kraj. Na nogometnem vikendu ni šlo le za tekmovanje, temveč predvsem za druženje, sklepanje novih prijateljstev in veselje do igre. Največja moč na igrišču je ekipni duh, ekipni šport, da so otroci povezani med sabo, pa da sodelujejo. Kolektivna igra, duh, volja, želja, kot slišite zadaj, to nas krasi, to nam daje moč. Smo prišli v finale, bomo videli, če nam uspe tudi v finalu. In želja se jim je uresničila. Prvo mesto v kategoriji U9 je osvojila ekipa iz Pragerskega. Med selekcijami U11 je slavila ekipa nogometnega kluba Aluminij, med najstarejšimi v kategoriji U13 pa je zmaga pripadala nogometašem nogometnega kluba Rogaška. Pa poglejmo, kaj se te dni dogaja v okolici. Jutri se bo v športni dvorani Osnovne šole Pesnica odvila osrednja občinska proslava ob praznovanju praznika občine Pesnica in dneva državnosti. Prav tako jutri ob 18. uri bo v telovadnici Osnovne šole Majšperk zaključna prireditev Čutim Evropo s proslavo ob državnem prazniku. Več novic pa najdete na lokalec.si in imbereport.si. Lep večer še naprej.